Pozdravljeni! Pred nami je drugi prispevek iz sklopa Velike nagrade Avstrije, tisti pred kvalifikacijami. In skupaj si bomo pogledali zadnje zanimivosti, tehnične podrobnosti in skušali bomo razumeti, kakšno je razmerje moči in kaj lahko pričakujemo od samih kvalifikacij. Danes na začetku rahlo drugačen pogled, kot ga imamo ponavadi. Namreč nekdo izmed vas, in upam si trditi prijatelj kanala Badger's Way, Izidor, je flegmaršal na dirkališču Red Bull Ring. Odgovoren bo za varno izvedbo tako Velike nagrade Avstrije kot naslednje Velike nagrade Štajerske. In poslal mi je kar nekaj zanimivih posnetkov, kjer se vidi malce zaodrja izvedbe tega dogodka. Vidimo, kako je poskrbljeno za te varnostne delavce, kakšni so njihovi položaji, tudi malce o vremenskih razmerah in vseh pripravah na izvedbo dirke. Vidimo od tega, kako varnostni avtomobil pregleduje, če vsi sistemi delujejo in kako pregledujejo, da so vsi z pravo opremo na svojem mestu. In prav tu bi rad upeljal eno zgodbo. Vidite, varnostni delavci z gasilnimi aparati na levi in desni strani proge. Po pogovoru z Izidorjem prečkanje proge strogo prepovedano, kar izhaja iz Velike nagrade Južne Afrike leta 1977. V 22. krogu je imel Renato Zorzi okvaro na svojem šedovu. Črpalka ni ustavila črpati goriva v motor in seveda njegov bolid se je vnel. Ob progi so bili ampak na drugi strani varnostni delavci z gasilnimi aparati. Dva sta prečkala progo, a v tistem trenutku sta prišla v boju Hans-Joachim Stuck z Marčem in Tom Price s šedovom, eden z drugim. In seveda, Stuck se je komaj izognil prvemu varnostnemu delu. Nesrečni Price, kateri je bil za njim, ni imel možnosti. V polno je zadev v drugega delavca. Vidite posnetke, kateri so izjemno kruti, a v glavo je dobil gasilni aparat. V trenutku je bil mrtev, a odpeljal je še celo štartno ciljno ravnino, dokjer ni na koncu te ravnine trčil v Jacquesa Laffita. Eden izmed tistih primerov, kateri nam pove, da biti na tistem mestu ni potrebno samo imeti ogromno poguma, ampak biti izjemno profesionalen in vešč vseh varnostnih postopkov. Kar se tiče tehničnih sprememb, imamo pa kar nekaj zanimivosti. In seveda najbolj opazna je bila tista sprememba barve pri tovarniški ekipi Mercedes. O tem sem že govoril pred dnevi in tudi podal neke moje osebne zaključke okrog te spremembe. A danes sem zasledil, da celo sami inženirji pri tovarniški ekipi Mercedes so ugotovili, da črna barva bi lahko pod določenimi pogoji povzročila pregrevanje elementov pogonskega sklopa. Nekaj, kar sem predvidel tudi sam, a lepo je dobiti uradno potrditev svojega mišljenja. Vsekakor brez skrbi, temperature, katere vidimo danes na Veliki nagradi Avstrije, so bistveno nižje od tistih lanskih. Zato mislim, da je vsaka skrb odveč, a videli bomo v prihodnosti, kako se bodo zadeve razvijale. A pri Mercedesu smo videli še kar nekaj manjših izboljšav. Najprej tisti nosilec zrcala, kateri je bistveno drugačne oblike od tistega, kar smo videli na primer na zimskih testiranjih. Sedaj je po mojem bistveno bolj oglat, bolj konvencionalen, če mi je dovoljen tak izraz, oziroma bistveno bolj podoben tistemu, kar vidimo pri mnogih drugih ekipah. A to je malenkost, čeprav ta nosilec usmerja zračni tok proti zadku vozila. In prav na zadku vozila vidimo zanimivo spremembo. Namreč na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju vidimo korenito spremembo tiste bočne plošče. Namreč manjkajo tisti generatorji vrtincev na spodnjem delu, kot vidite lahko na skici, in tudi tiste reže na zgornjem delu so bistveno drugačne oblike od tistega, kar smo videli na primer na testiranju v Barceloni. In kaj lahko iz tega zaključimo? Da so bolid dvojni V11
čim bolj prilagodili lastnostim, ki so potrebne na progi Red Bull Ring. Namreč potrebno je imeti čim manjši zračni upor zaradi boljšega pospeševanja, tisti aerodinamični oprem pa ni toliko pomemben. In seveda treba je poudariti še tisto glavno novico, tista, katera bo na ustih vseh v naslednjih dneh. Namreč pri ekipi Mercedes so potrdili, da bodo uporabljali sistem DAS skozi celoten vikend. In seveda, takoj so strani ekipe Red Bull sprožili vprašanje v smeri FIA. Naj jim razloži, kako to. A gre za vprašanje in ne za protest? Za protest je še čas, ko se začnejo kvalifikacije in seveda tudi podirki. A pustimo sedaj to, videli bomo, kakva bo interpretacija. Glede protesta še zanimiva novica, katera prihaja iz strani ekipe McLaren. Namreč ugotovili so, da po njihovem mnenju kakršenkoli protest v smeri ekipe Racing Point bi bil neuspešen. Namreč poznamo zgodbo, RP20 je izjemno podoben tistemu lanskemu Mercedesu dvojni V10 in tudi tu se je govorilo o možnih protestih. Sicer to je mnenje McLarena in ne vseh ekip in videli bomo, kako se bodo zadeve odvijale. Kar se tiče tehničnih sprememb pri skuderiji Ferrari, sem bil rahlo razočaran, namreč ni bilo videti nič kaj takega. Namreč, če pogledamo bolid, ki je prisoten na veliki nagradi Avstrije in ga primerjamo s tistim, kar smo videli naprimer v testiranju v Barceloni, ne vidimo korenitih sprememb. Edine vidne razlike so tiste, da napis Mission Win Now je zginil, pa se je pojavil tisti Force Alex, o katerem sem že govoril. A vseeno pričakoval bi kaj več, naprimer tisto, kar sem videl pri tovarniški ekipi Renault. Ne samo, da so naredili ogromno delo na tistem področju bočnih usmernikov, kjer vidimo kar nekaj generatorjev vrtincev in nekaj izrastkov, kateri so izjemno zanimivi, in rad bi vašo pozornost usmeril tudi na tisti konec ravnega dna, kjer vidimo ogromno število reš in na tem posnetku vidimo senco, katera nam kaže, kako so te špranje oblikovane. Ampak rad bi vašo pozornost usmeril na njihov prednji aerodinamični profil, posebej na konce tega aerodinamičnega elementa, na tiste bočne plošče oziroma končne plošče. Ukolikor primerjamo tisto, kar smo videli naprimer v Barceloni in tisto, kar so pripravili za veliko nagrado Avstrije, vidimo določen razvoj, določene spremembe. Namreč tu so postavili eno nad drugo, tako da imamo obe varianti na isti fotografiji. In vidimo, da tista, katera je pripravljena za to prvo veliko nagrado, je bistveno bolj dodelana. Poglejmo samo, da manjka tisti zadnji zgornji kot. Vidimo, da je bolj izdolbljena, vidimo, da nekako usmerja zračni tok proč od prednjega kolesa. In zopet se bomo vrnili na lastnosti proge. Tu v Avstriji, kot sem že omenil dostikrat in verjetno še bom, je pomembno imeti majhen zračni upor. A kolesa bolida Formule 1 so največji generator zračnega upora. Zato čim bolj odmaknemo zračni tok proč od prednjega kolesa, manjši bo zračni upor. In v tej smeri so šli pri tovarniški ekipi Renault. Videli pač bomo, ali so bili pri tem dovolj uspešni. In na koncu še tisti del, kateri je verjetno najbolj zanimiv za večino vas poslušalcev. Namreč razmerje moči oziroma kaj lahko razberemo iz prostih treningov. In kot sem že povedal, gre za proste treninge, ne jemljimo teh rezultatov kot neko absolutno resnico. A marsikaj se da razbrati. Prvič to, da je Mercedes v enkratni formi, kar glede na lansko sezono ne bi mogel reči. Takrat je bil pred njimi Ferrari in seveda tudi Red Bull, kateri je zmagal lansko in predlansko veliko nagrado Avstrije. Gre samo to zahvala sistemu DAS, katerega pravijo, da imajo vgrajenega in videli smo na prvem prostem treningu, so ga tudi rabili. Gre zasluga nižjim temperaturam okolja, obojemu bomo videli. Problem je v tem, da sta oba bolida tovarniške ekipe Mercedes tam okrog pol sekunde 60 hitrejša od konkurence. Kar je v bistvu negativno presenečenje, je
forma Scuderia Ferrari. Tako v prvem, predvsem pa v drugem prostem treningu so pokazali, da so v isti skupini kot Racing Point, tovarniška ekipa Renault, McLaren in seveda tudi Red Bull. Čeprav Red Bull v prvem prostem treningu je kazal kar solidno formo, v drugem prostem treningu, vsaj tak je bil moj občutek, izjemno nervozen bolid. A to lahko popravijo do kvalifikacij. Mislim pa, da tiste zaostanke, ki smo jih videli pri Scuderiji Ferrari, izjemno težko. Pokazale so vse tiste zle slutnje, da njihov aerodinamični razvoj sploh ni na nivoju v sezoni 2020, temveč da so ostali nekje na lanskem nivoju z majhnimi izboljšavami. Videli smo, da naprimer Racing Point, kateri je res podoben lanskemu Mercedesu, z lahkoto dosega boljše čase, in tudi pri Renaultu in McLarenu so pokazali kar nekaj potenciala. Treba se je zavedati, da v drugem prostem treningu je imel naprimer pri hitrem poskusu Carlos Sainz mlajši težave na prednjem profilu. Odlomil se mu je nosilec, a kljub vsemu je naredil samo 500 slabši čas kot Charles Leclerc. Ta je imel tako v prvem kot v drugem prostem treningu sekundo zaostanka za okrožno, kar je ogromno. Treba je poudariti tudi, kaj se je zgodilo pri Alfa Romeo Racing. Giovinazziu so, preden se je sploh karkoli začelo, zamenjali tisto krmilno elektroniko pogonskega sklopa. 2 sta na razpolago, sedaj v tej sezoni, in on je že vgradil drugo. Kaj to pomeni? Spomnimo se samo velike nagrade Bahreina lani. Imajo tudi letos pri Ferrariju kako skrito težavo v tem elementu, bomo videli, a malce čudna menjava. Na koncu je treba še trenutek posvetiti ekipi Williams. Latifi ni delal preveč napak. Vsi vozniki so izven forme in so delali manjše napake, kjer je sledil kakšen obrat na progi oziroma kakšna ekskurzija v izletno cono. A nič kaj takega, in Nicolas je bil v povprečju. Zanimivo je to, da kljub temu, da bomo lahko videli oba Williamsa v zadnji vrsti, je razdalja med predzadnjim bistveno manjša od tistega, kar smo videli lani, kar je pozitiven rezultat, in vidimo, da letošnji bolid nima tistih prirojenih napak. Videli pa bomo, kako se bo stvar razvijala. Toliko za enkrat. Jutri vabljeni 15 minut pred 3. uro na komentar kvalifikacij v živo na Facebook kanalu, in takoj potem se bom potrudil objaviti čim prej še tisti zadnji briefing, kjer bomo imeli, kot sem že povedal, rezultate kvalifikacij skupaj z ritmom in skupaj bomo skušali razumeti, kako bo potekala dirka. Do takrat pa hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.